Lepo pozdravljeni, spet smo skupaj in nadaljujemo z reševanjem drugega dela lanske spomladanske pole, se pravi spomladanske pole iz leta 2023. Smo na prvi poli, drugi del, malo daljše naloge, tukaj smo pri tretji nalogi, ki od nas zahteva, da izračunamo ničle pole, začetno vrednost in asimtoto dane racionalne funkcije ter narišemo njen graf. V opombi nas spomne, da tukaj ne bomo rabili tudi stacionarnih točk računati, se pravi, da rišemo funkcijo brez uporabe odvoda, kot ste to videli, ko ste se s tole snovjo srečevali v 3. letniku, ko odvajati še niste znali. In to velja, tukaj nas sicer naloga spomne, da moramo mi za izračun oziroma za graf racionalne funkcije izračunati ničle pole, začetno vrednost in asimtoto, velja pa to tudi, če v navodilu izrecno ne piše. Pravi, tukaj so majčkeno prijazni bili, pa nas na to spomnili. In če gremo kar po vrsti. Ničle racionalne funkcije so, kjer seka x-os, oziroma kjer je njena vrednost nič, podana je z ulomkom. Mi vemo, da ulomek ima vrednost nič, takrat, ko je njegov števec enak nič. Se pravi, za izračun ničel bomo zgornji del enačili z nič. To je kvadratna enačba, ki pa lahko opazimo, da se lahko rešuje z Vijetovim pravilom. Pravi, iščemo taki dve števili, ki se v -3 zmnožita, v -2 se štejeta in če razmislimo, temu ustrezata -3 in +1, kar pomeni, da je prva naša ničla pri 3 in druga pri -1. Kar pa nam je tukaj tudi dodatno pomembno, pa je, da sta obe dve ničle prve stopnje. Pravi, vsaka se pojavijo samo kot enojna rešitev te enačbe, kar pomeni, da bo naš graf pri njih zamenjal predznak oziroma jih presekal. Gremo naprej. Zahteva naloga od nas poli. Poli so območja oziroma x vrednosti, za katere funkcija ni definirana, ker ne obstaja. Spet, če se spomnimo, kdaj nek ulomek ne obstaja. Ja, to pa se zgodi takrat, ko je njegov imenovalec nič, je z nič v matematiki ni definirano, tako da bomo v tem primeru enačili za nič spodnji del ulomka oziroma njegov imenovalec. Spomnimo se, da si štirko lahko predstavljamo kot kvadrat števila 2, pravi, gre za razliko kvadratov, kar vemo, da se lahko razstavi kot prvi minus drugi krat prvi plus drugi. Pravi, dobimo, da sta pa pola pri 2 in -2, kjer sta spet oba prve stopnje. Vsak se pojavi samo kot enojna rešitev enačbe, tako da se bo tudi pri njih predznak funkcije spremenil, ker gre za pole lihe stopnje. Začetna vrednost je naslednja stvar, ki nas zanima. To je vrednost, ki jo ima funkcija za x je nič, pravi, označujemo za f od nič. Če kar poračunamo, če na mesto x-a tukaj vstavimo nič, bojo vsi členi, ki x imajo zraven, se brisali oziroma bili enaki nič, se pravi, da bo zgoraj ostala -3, spodaj pa -4, minus deljeno minus, vemo, da da plus, pravi, vidimo, da je naša začetna vrednost f od nič enaka 3/4. Zdaj pa nas zanima še zadnjo, pa asimptota funkcije. Asimptota funkcije bomo videli, da nam bo na grafu pomembna, da nam pove, kako se graf obnaša za zelo velike x-e oziroma zelo majhne, zelo veliko pozitivne, negativne x-e. Pravi, kje se funkcija nahaja povsem levo in povsem desno na našem grafu, oziroma lahko bi rekli, kam limitira. To asimptoto pa bomo v našem primeru računali tako, da delimo vodilna koeficienta obeh teh polinomov. Pravi, če pogledamo vodilni koeficient zgornjega, je število, ki nastopa pred njegovo največjo potenco x. Največja potenca x je x kvadrat in spredaj je, če nič ne piše, število 1 in enako velja tudi za spodnjega. Pravi, bo naša asimptota imela enačbo y je 1 za 1, kar pomeni y je 1. Zdaj,
Če tukaj malo pokomentiramo, še ne specifično za to nalogo, ampak kako pa se asimtote računa še v ostalih primerih. Tukaj smo računali kot kvocient obeh vodilnih koeficientov, zaradi tega, ker sta bila zgornji in spodnji polinom enake stopnje. Oba dva sta imela največjo potenco x/2, se pravi, sta bila druge stopnje. Če bi bil spodnji polinom večje stopnje, bi brez računanja vedeli, da je naša vodoravna asimtota y je nič, pravi poteka po x-osi. Če pa bi imeli zgornji polinom večje stopnje, pravi, da ima števec večjo stopnjo od imenovalca, pa asimtota ni več vodoravna, ampak odvisno od razlike med stopnjami rata premica oziroma celo neka funkcija višje stopnje, ki jo dobimo tako, da zgornji polinom delimo z spodnjim. Pravi, asimtoto računamo na 3 različne načine, odvisno od tega, kakšne so stopnje zgornjega in spodnjega polinoma. Ok, sedaj pa imamo vse naračunano, se pravi, gremo lahko nalogo risati. V grafu si bomo označili vse, kar smo tukaj naračunali. Asimtota ima enačbo y je 1. To vemo, da gre za vodoravno premico, ki poteka po y koordinati 1, narisali jo bomo pa s črtkano črto. Zaradi tega, ker vse, kar ni graf funkcije, rišemo s črtkanimi črtami. Ničle smo dobili pri -1 in pa n, 2, 3. Pola sta bila pri 2 in -2, pole vedno rišemo kot navpične črtkane črte, ki presekajo našo funkcijo na več delov. Še pri 2 ga imamo. Takole. Sedaj pa še začetna vrednost, pa je bila 3/4, se pravi, to pa se nahaja tukaj nekaj malo pod enko. Zdaj, kako pa racionalno funkcijo rišemo? Ja, upoštevali bomo vse tole, kar smo že narisali. Ničle in pole smo razmislili, da so v naših primerih vsi prve stopnje, se pravi velike stopnje, se bo povsod predznak zamenjal, asimtoto pa že vemo, da more na levi in desni biti naš graf zraven nje. Se pravi, če začnemo iz začetne vrednosti z risanjem, pa dajmo začeti recimo na levo stran. Vemo, da moramo priti do ničle, ker smo to zračunali, da je tukaj le ničla, potem pa bomo jo presekali, zaradi tega, ker je lihe stopne. Gre za ničlo prve stopne, lihe, se pravi, jo presekamo. In sedaj se ob polu spuščamo navzdol. Polom se vedno ali spuščamo ob njih navzdol, ali ob njih navzgor. Nikoli se ne zaletimo. In zakaj tukaj vem, da moramo ob tem polu iti navzdol? Ja, ker če bi hotel obrniti in iti navzgor, bi še enkrat nekje med -1 in -2 sekal x-os, spravi ustvaril neko novo ničlo, ki vem, da je tukaj ni, ker smo naračunali, da sta samo pri -1 in 3. Pravi, se spustimo ob tem polu navzdol. Ker je bil to pol lihe stopne, mi bo spremenil predznak. Se pravi, če sem bil na desni njegovi strani v minusu, bom na njegovi levi v plusu, potem pa samo nadaljujem proti asimtoti. Povsem levo in povsem desno smo ne komentirali, da se moramo nahajati ob asimtoti. Zdaj gremo pa še desno od začetne vrednosti. Tukaj imam spet dve opciji, ali se bom k temu polu spustil navzdol ali navzgor, in pravilna je navzgor, ker podobno kot smo že tukaj na levi pokomentirali, če bi šel k polu navzdol, bi moral nekje sekati x-os, kar pa vem, da se na intervalu od 0 do 2 ne zgodi, ker tukaj ni ničel. Pravi, vem, da moram k temu polu navzgor. Spet gre za pol lihe stopne, ki mi spremeni predznak, se pravi, iz plusa spremeni v negativnost, grem proti ničli, ki je zopet lihe stopne, tako da jo presekam in samo povsem ob desni moram biti spet ob asimtoti, in s tem smo graf naše racionalne funkcije narisali in nalogo zaključili. Pa pojdimo kar na naslednjo. Naslednja naloga pravi, da imamo podan, da je kosinus x enak 1/3 in x se nahaja med 2pi in 3pi polovic, kar
če razmislimo, nam pove, tukaj so pi mišljeni kot koti v radianih, kjer vemo, da pi predstavlja 180 stopinj, se pravi tole v stopinjah 360, tole pa 270 stopinj, kar pomeni, da tale podatek v bistvu pravi, da se naš kot nahaja v 4. kvadrantu koordinatnega sistema. Pravi, to bomo malce kasneje videli, zakaj je bil pomemben podatek. Zdaj pa naloga od nas zahteva, da izračunamo natančno vrednost sinus x in kosinus x. Zdaj, kako jaz iz tega, da vem, koliko je kosinus x, izračunam vrednost sinus x? Ja, tukaj se bomo mogli spomniti na zvezo med tema dvema kotnima funkcijama. Neka zelo lepa zveza jih povezuje in sicer, da vemo, da za katerikoli kot velja, da je, če kvadriramo sinus tega kota, mu prištejemo kvadrat kosinusa tega kota, je vedno za katerikoli kot rezultat tega enak 1. In ker kosinus poznamo, bomo lahko iz tega izraza ven cilj izračuna. Pravi, malo zavrtim enačbo, dam kosinus na drugo stran. Na mesto kosinusa lahko vstavim 1/3, kvadriram 1/3, da dobim 1/9, enko pa vemo, da si lahko za odštevanje za skupni imenovalec predstavljamo kot 9/9, se pravi, dobim sinus na kvadrat x je 8/9, ker pa mene ne zanima, koliko je sinus kvadrat x, ampak me zanima, koliko je vrednost sinus x, pa bom moral še celo enačbo koreniti. In tukaj pa moramo paziti, da vedno, ko jaz enačbo korenim s korenom sode stopnje, pravi, med katere paše tudi navadni kvadratni koren, ki ima stopnjo 2, isto bi moral paziti, če bi bila stopnja 4, 6, katerakoli soda stopnja, da mi vedno to ponuja dve rešitvi, in sicer plus ali minus koren iz tega, kar sem korenil. Zakaj? Ja, ker če si predstavljamo, da bi šli nazaj v zgornjo vrstico, če klele damo celo našo enačbo na kvadrat, nam bo povsem vseeno, ali je imela tale številka spredi plus ali minus, ker bo kvadrat itak to zbrisal. Pravi, recimo in 2 in minus 2 se kvadrirata v 4. Se pravi, če imam jaz enačbo x kvadrat je 4, sta rešitve plus minus 2. To vedno zelo pazimo, ko korenimo s koreni sodih stopenj. Zdaj pa mi bi radi imeli samo eno rešitev. Ne bi radi se ukvarjali z dvema plusom ali minusom in tukaj pa bo prišla v poštev tale podatek od prej, ki smo že razmislili, da nam pove, da je tale x v 4. kvadrantu. In tukaj se bomo mogli spomniti, da je v 4. kvadrantu sinus negativen. Če si jih predstavljamo, to so 1., 2., 3. in 4. kvadrant. Če se spomnimo definicije z enotsko krožnico, je y predstavljal sinus, se pravi sinus predstavlja y koordinato, v 4. kvadrantu vemo, da so y koordinate negativne, pravi je tudi sinus tam negativen. X koordinate, ki predstavljajo kosinus, pa so v 4. kvadrantu pozitivne, zato je tudi bil klele kosinus plus 1/3. Se pravi, iz tega podatka tukaj se znamo mi odločiti, da bo tisti podatek, ki je za nas pravilen, tista rešitev z minusom, ker je sinus v 4. kvadrantu vedno negativen. Če zadevo še pokorenimo, vemo, da se v ulomku lahko koreni vsak posebej, 9 se lepo koreni v 3, 8 pa ni lep koren, lahko pa si predstavljamo kot 4x2 in se to delno koreni, 4 se koreni v 2, 2 pa ostane pod korenom. In smo izračunali vrednost sinus x. Ostane nam samo še tale adicijski izrek, kako bomo dobili vrednost kosinus x plus i/4, kjer spet, če razmislimo, je to kot 45 stopinj. Če vemo, da nam pi radianov predstavlja 180 stopinj, če 180 delim 4, bi 45. Zdaj, kako bomo tole izračunali? Ja, pomagali si bomo z adicijskimi izreki. Pravi, nas zanima, koliko je kosinus x plus i/4.
Adicijski izrek, to so formule, ki jih tudi na maturi boste imeli zraven priložene, tako da ne rabite vedeti pamet. In sicer, kako gre adicijski izrek za kosinus. Najprej uporabim kosinus obeh kotov, ki jih noter imam. Potem dam različen, spravi kontra predznak, kakor je v oklepaju. Če imamo mi plus, bomo uporabili minus in še oba sinusa. In če razmislimo kosinus x, sinus x, že oboje vemo, koliko je. Kosinus pi četrtin oziroma 45 pa sinus 45 sta pa lepi vrednosti iz tabele, ki jih morate vi na maturi za te kote 0, 30, 45, 60, 90 vedeti na pamet. Pravi, kosinus x nam je bilo že na vodilu podan, da je 1/3. Kosinus 45, če se spomnimo iz tabelice, skoraj 2 polovice. Minus sinus x je minus 2 koren z 2/3 in sinus 45, ker je 45 sam sebi komplementaren kot, sam sabo tvori, če jo seštejemo 90 stopinj, sta tukaj vrednosti kosinusa in sinusa enaki. Tudi sinus 45 pa koren z 2 polovic. Dobimo koren 2 ulomka se množita števca med sabo, imenovalca med sabo, koren 2 šestin. Tukaj nam bo dvojni minus ustvaril plus, spodaj bo spet šestin, 2 krat koren 2 krat koren 2, pa bo dalo 4. Zaradi tega, ker je koren z 2 krat koren 2, 2 pa krat 2 je 4. In če tukaj pogledamo, se ta drugi ulomek da še majhno pokrajšati, se pravi, bi lahko rekel koren z 2 šestin plus 2/3, kar pa je končni rezultat, če hočemo biti natančni, ker korena iz 2 ne moramo več poenostaviti, ne gre za iracionalno število, tako da bomo tole pustili kot naš končni rezultat in smo nalogo zaključili. Hvala za poslušanje in se slišimo, ko nadaljujemo. Nasvidenje.